k govorniškemu pultu pa ponovno vabim kolega Hajdinjaka, ki bo predstavil življenje in smrti dveh rdečearmejskih vojakov, se pravi judov, ki so se ob koncu vojne znašli med sovjetskimi četami pri osvobajanju Prekmurja. To sta bila Iza Korecki in pa Grigorij Gildenberg. Kolega Hajdinjak, izvolite. Ja, ponovno jaz. To pot v, če rečem, ožji poklicni usmeritvi, zato ker sem pač iz Centra judovske kulturne dediščine, v prejšnjem referatu ni bilo judo, zdaj sta pa kar dva. Sicer tema je pač po svoje specifična, da ne neko politično zaznamovana, namreč vse, kar je povezano s Sovjetsko zvezo, je v Sloveniji lahko ali tak. Po drugi strani se seveda Sovjetska zveza dosti enači z Rusijo, kar spet ni čisto prav, no, ampak zdaj tu bomo imeli tipični primer tega, ne, mislim, kako je treba to natančno stvari pogledati, ne, ker tu ta dva juda, recimo, zdaj spet ni bilo čisto isto, odkot sta, bila sta z Ukrajine konkretno, in tudi to, ne, da mi 80 let kasneje, recimo, ne, v teh rdečih armejcih, ki so, slišali smo, vsaj 500 in nekaj jih je znanih po imeni, ampak verjetno so številke še večje, ne, nič, kar dosti prav ne vemo, je pač naključje. Osnovno je bilo, da je pač kolegica Fujs pred časom že pač zelo to natančno spisek dopolnila, drugo je bilo pa, da sem seveda dobil s pomočjo ruskih prijateljev nekatere ključne dokumente, da bom lahko povedal to, kar sem povedal. Ampak zdaj spet k začetku, ne, zdaj moram se pač opravičiti, ampak spet moram malo sebe osebno noter dati. To je fotografija iz jeseni 1944, se pravi, kak je pol leta pred temi dogodki, o katerem govorimo. Nastala je pred fotostudijem mojega daljnega sorodnika Alojza Žbula. Ti ljudje, ki so pa tu na sliki, vse sem jih poznal, skrajno desni, še vedno živi, to je moj oče. In tudi neposredni povod, zakaj ta tematika meni pravzaprav, torej sploh Rdeča armada, druga svetovna vojna in podobne zadeve toliko blizu, ne. Namreč kot otrok nismo strašno dosti hodili v Prekmurje, več smo hodili k maminim sorodnikom v Prlekijo, ampak imam neki spomin. No in oče, kaj pa vem, mora 4-5 let biti star, ko je pač to prvič govoril, da se zapomnil, da se on spomni, kako so za Veliko noč 245 leta, ne, on je bil takrat star, v 5. letu je bil, torej glih to, da smo neke spomine ne prišli in pač seveda neke te lokalne mite o, ne vem, pač taki Rdeči armadi, pač iz njegovih ust ni možno bilo tega ugotoviti, ne, po drugi strani pa je bilo seveda pač za mene, čisto konkretno, ne, sploh prvi realni stik z drugo svetovno vojno. Danes seveda mnogo več vemo o tem, ampak priznam, da mi je ta tema Rdeče armade sicer, ne, pa tudi v Prekmurju, pač od takrat naprej nekako nimam dovolj časa, bi se ravno poglobil, ampak vseeno nekaj vem o tem povedati. No in zdaj, ko govorimo o Rdeči armadi druge svetovne vojne, to je največja vojaška formacija vseh časov. Dvomim, da bo kadarkoli še večja. Ta fotografija je sicer zelo znana, ne, prikazuje en trenutek v težkih bojih poleti 1942. leta, ne, zelo značilno, ne, podnaslov, ki je šel uradno, ne, potem v propagando, ni pravilni, ne, ktorem naj bi to bil komandant bataljona, bi se pa komisar. Ampak kar je ključno v tem, ne, izjemni fotografiji je to, da je točno takega, tukaj vidimo, ne, ki poziva svojo enoto, svoj bataljon, ne, v napad, naslednji trenutek bil ubit. To je ena izmed najbolj znanih fotografij druge svetovne vojne. Koliko ljudi je bilo v Rdeči armadi v drugi svetovni vojni? Čuna se okrog 34,4 milijona, od tega jih je umrlo 11,4 milijona, torej vsak tretji je umrl, ne. Tudi ameriška vojska, ki je bila ogromna, 18 milijonov imela, ne, ni seveda niti pod razno, to je polovica tega, ne. Seveda pa moramo razumeti, da niso vsi naenkrat bili teh 34,5 milijonov v Rdeči armadi, ampak ne predstavljajo veliko. Že število žrtev, pravim še enkrat, čez 10 milijonov, 11,5 milijonov, govori o tem. Naslednji slajd. Prosim? Zdaj, kakšne so bile konkretne številke na fronti, ne? Izpostavil sem seveda nekaj najbolj znanih trenutkov, 22.6.1941 napad na sovjetsko, torej operacija Barbarossa, je bil edini trenutek, ne, ko so sile vsi, to nikakor ni bila samo nemška vojska, bila je konkretno 42 leta kompletna madžarska armada, 2 romunski armadi in 1 italijanska armada, recimo, ne. Torej, že to, ko govorimo, ne, to niso samo Nemci, ne, to so sile vsi. Ampak torej samo ob napadu na Sovjetsko zvezo so sile vsi imele fizično premoč, ne.
vseh ostalih trenutkih so bile pa v bolj rejenem številu. Res je, da seveda vsi vemo, da pač je Rusov ko Rusov, ne, in da je seveda pač kruto, resnično, žal še 21. stoletju vedno obstaja, da Rdeča armada in seveda danes ruska vojska dostikrat za to fizično močjo z ogromnimi izgubami, ne, seveda dostikrat zmaguje. Ampak ni šlo to, da bi to bil namen, ampak dejansko je tudi šlo za to, da je pač organizacija in tehnika bila seveda v prvih letih vojne bistveno podrejenem položaju proti nacistični Nemčiji. Ne. No in za samo detalj, ne, recimo ravno, ker bo danes omenjeno tudi izrazito, koliko je pomembna, ne, ker je sočasno z izkrcanjem Normandiji potekala, ne, operacija Bagration. To je največja, ne, še celo te zaključni boji so bili manjši. V tistem trenutku je konkretna Rdeča armada imela na fronti, to je samo na fronti, torej res tisti, ki so v prvih vojnih vrstah, 6,5 milijonov vojakov. Mislim, nič na svetu se ni more s tem primerjati. Še ena znana fotografija, ne, ravno iz te operacije Bagration, in je prikazuje pač en trenutek v tem fazi, ko pač recimo sicer tudi ranjeni poveljnik baterije, ne, še naprej ukazuje svoji bateriji. In še naslednji posnetek, ki ste ga pa definitivno vsi že kdaj videli, to je seveda sicer tudi najbolj ikoničnih fotografij druge svetovne vojne, ne, razvitje sovjetske zastave na strehi Reichstaga, ne. Zdaj, tehnično vzeto, ne, to se je zgodilo res, ne, 30. aprila 1945 po težkih in napornih bojih, in pa zgodilo seveda se tako, da ni bilo fotografa zraven. Zato so 2 dni kasneje to reenactment, torej za fotografa so pozirali. No, ampak seveda tisto, kar je značilno, ne, ker se ve, kdo sta ta 2 vojaka, ne, torej en je bil sicer Rus, ne, iz okolice Smolenska, drugi je bil pa Armenec, ne. In ko govorimo torej o Rdeči armadi druge svetovne vojne, mislim, zadnja stvar je, da bi rekel, da je samo neka ruska zadeva. No, tudi verjetno poznate zgodbo o tistih retuširanih urah in tako naprej, o tej ne bi zdaj. Ampak recimo vprašanje, ki ga lahko zastavimo zelo preprosto je, kaj je skupna točka tem 3 fotografijam, razen da svoja Rdeča armada prikazuje v drugi svetovni vojni. Odgovor se glasi, avtorji vseh 3 fotografij so Judje. Torej, Judje so predstavljali v Sovjetski zvezi okrog 1,8% prebivalstva, v Rdeči armadi so predstavljali plus minus 1,6, 1,7% vojakov, torej čisto ustrezno. Res je pa, da so Judi v praksi, ne, kot seveda kje druge, tudi v Sovjetski zvezi bilo isto, povprečju bili bolj izobraženi, tehnično bolj podkovani in recimo konkretno, ne, verjetnost, da bo zdaj neki Jud postal vojaški fotoreporter, je bila mnogo večja, kot če je pač nekdo bil iz Tatara ali pa kaj takega, ne. In zato pač te najbolj znane ikonične fotografije, ne, skupna točka je, vse 3 so posneli sicer zelo znani sovjetski vojaški fotoreporterji, ampak vsi so bili Judje. No, zdaj, ko govorimo konkretno o teh 2 naših Judih naprej, oba so zdaj bila v območju Ukrajine. Zgodovinsko je to, kar je danes Ukrajina, seveda nastalo zelo kompleksno, ne. In ni ista zahodna pa vzhodna Ukrajina, reka Dnieper je meja, ne, Kijev je tako recimo nekje na sredini, ne. No, ampak glavno to območje, ki je zahodno od Dnjepra, ne, torej današnja zahodna Ukrajina, ne, je zgodovinsko tako ali drugače stoletja dolgo povezana z poljsko-litvansko državo. Prvi deli so prišli pod rusko oblast v 17. stoletju, zadnji pa šele koncu 18. stoletja, ampak dejstvo je, da je na tem območju, ker je to poljsko-litvanska država, ne ruska država, ne, kot drugod na območju poljsko-litvanske države je bilo za evropske razmere nenavadno visok odstotek Judov. No in tudi zaradi tega potem, ko je to, ne, tudi Poljske od konca 18. stoletja več ni bilo, ne, poleg same matične Poljske, je bilo daleč največji odstotek Judov na tem pasu, ki smo rekli pas poseljenja, ne. Namreč to je bilo območje, kjer so Judje pač živeli pred vključitvijo ruske države in ki potem pravzaprav skoraj do konca 19. stoletja so razen s posebnim dovoljenjem niso smeli naseliti. Moskva to ni. In zato je recimo v Kijevu, ne, in recimo teh območij, ki sta ta 2 bila, en je bil iz območja Žitomira, to je zahodno od Kijeva, drugi je bil iz Poltave, to je vzhodno od Kijeva, ne, bilo primerjavi z centralno Rusijo, ne, bistveno več Judov, ne. Torej bi rekla, sta bila najbolj možna tipična sovjetska Juda in najbolj možni tipični sovjetski Judi so iz Ukrajine, ne iz Rusije. Dalje. Izak Fajvelovič Korecki, no, njegov priimek nič ni judovski, ne, ampak recimo, ko sem gledal te spiske, ki jih je kolegica Fujs objavila, mi je takoj padlo prvič njegovo osebno ime, zdaj Izak, ne, ni nujno judovsko ime, ampak po ruski tradiciji, ne, seveda imate vedno potem ime sestavljene z osebnim imenom pa očetovim imenom. Fajvel je pa nekaj najbolj možnega tipičnega judovskega, ne, to je pač sam pri Judih najdeš to ime. Zato me takoj sem potem pogruntal, da je mora torej biti Jud, ne. No, izkazalo se je, da je potem se kako stvar dal njem povedati. Drugače, on je bil konkretno iz krajev, ne, ki so bili zelo zaznamovani za državljansko vojno v času po oktobrski revoluciji. To spet
lahko bi rabili ure razlagali, ne, ker ukrajinska zgodovina je zelo kompleksna, ne. Razne stranke so se menjavale, na koncu je seveda bolševistična oblast zmagala, ampak v okviru teh raznih smeri, ki je šla ukrajinska zgodovina v 18, 19, 20, ne bilo več pogromov. In konkretno v tem domačem kraju, kot je bil ta starejši, torej Korecki, je bil leta 1919 od strani ukrajinskih nacionalistov narejen pogrom. Vsaj 200 ljudi bilo torej v njegovem domačem kraju, ko on bil pač 4-letni otrok ubitih. Teda te zgodbe, ki jih slišite o antisemitizmu, ki je zelo domač, nekateri del vzhodne Evrope niso iz niča sprejete. Dalje. Mlajši, Grigorij Borisovič, Gildenberg ima pa tak judovski priimek, da ne more biti drugo kot Jud, Gildenberg. Zdaj ime je osebno Grigorij ni nič posebnega, ne, Borisovič je pogosto rusko ime, to jaz kot Boris dobro vem. On se je rodil, torej leta 1924 v manjšem kraju v okolici Poltave, mesto sicer zelo znano iz 18. stoletja, bitka Karel 12. švedski, če se moče do tog zgodovino pozna. Ampak drugače, on je konkretno za njega točno ve datum in kraj, kjer je padal za onega Koreckega, ne. In sicer padal je v manjša vas pri Cankovi, ki je sedež občine, ne. Je pa to v tistem delu Prekmurja, tako da so moji predniki so zamočja občine Rogašovci, ne. In pa ko gremo v Rogaševce, se tudi skozi morate peljati, ne. Glavno tu je ta padal, ne, mlajši. Tako je pa izgledalo njegovo rojstno mesto približno v času, ko sem rodil. Naprej. Zdaj, oba sta bila na območju, ki so leta 1941 prišli pod nacistično oblast, naravno v Žitomiru, ne, torej kraj, odkot je bil ta starejši Korecki, ne, eden izmed najbolj gnusnih zločinov, kadarkoli pa se je naredili zelo veliko gnusnih zločinov nacisti nad Judi bilo. To je javno obešanje dveh Judov iz tega okolja, ki so ga tudi, če pogledate, vidite, da morajo sicer ostali Judi gledati, ki tukaj čepijo, pa so moški, ne, ženske in otroke so že pred tem ubili, ne, ko so pa to pogledali, ko so ta dva javno obesili, ne, so pa potem še vse te postreljali, ne. Ampak seveda vidite, da niso samo nemški vojaki, ki to gledajo, ampak vidite tudi civilno ukrajinsko prebivalstvo. Ampak to je vse dokumentirano, ne. Zapravim, najbolj gnusnih zločinov, kar se je zgodilo, ampak konkretno ta Korecki v tem času sigurno ni bil tukaj. On je 1940. leta bil vključen v Rdečo armado, sem pa še potem pogledati, ko so šel preverjati sorodnike, ne, torej on je vsaj nekaj sorodnikov v tem pokolu izgubil. Torej človek, ki potem, ko je bil v sovjetski vojski, ne, najbrž ni bila spet teorija, ne, to, kaj nacizem pomeni, ampak čisto sorodstvenega vidika mora vedeti. Naprej. Še ena zelo pretresljiva fotografija. Na tej fotografiji, za razliko od prejšnje, zelo nič groznega, ne. Vidite pač nekaj ljudi, ki stojijo v vrsti in se slačijo, ne. Ampak te ljudi bodo v naslednjem trenutku postreljali. Ljubni, spet izjemno dokumentirano, ne, cela serija fotografij tega pokola iz jeseni je. Za nas je zanimivo, zato ker je to kraj v bližini, ne, tiste Poltave, ko je bil oni Gildenberg doma in torej spet, ne, ni težko ugotoviti, da ta Gildenberg, ki v tem času ni bil tukaj, ker je zelo tipično, ne, Sovjetska zveza je velike število ljudi in tovarn, z tem, ko se seveda pač začela vojna, premestila notranjost Sovjetske zveze v Sibir in pa konkretno tale Gildenberg je bil premeščen v Kazahstan. In konkretno, ne, seveda spet, ko pa gledamo potem po imenih, ne, torej ta Gildenberg je vsaj nekaj sorodnikov v tem pokolu izgubil. Torej tudi za tega, predvsem mlajšega, ne, torej nekaj nacizem in pa njihovo nasilje, zdaj kot njega kot Juda in čisto osebno, ne, ni moralo biti nekaj, kar bi bilo samo v knjigah, ne. Naprej. Zdaj, oba sta pripadala 57. armadi. Zdaj, kot sem že prej omenil, ne, torej te številke nekaj povedo načeloma, ne, prva armada je pač prva, 57. je pa 57. Sovjetska zveza je imela tako veliko vojsko, tako različno armado, da je potem število armad, mislim, da je šlo čez 60. Vsaj eno ste sigurno že slišali, namreč ključne boje v Stalingradu je odigrala 62. armada. Ampak vse te, ki imajo številko 50 in podobno, so nastale še leta 1942. Zdaj, 57. armada je nastala, ne, kot del Stalingradske fronte, namreč bitka za Stalingrad, ko govorimo o tem, to ni zgolj samo bitka v samem mestu Stalingrad, ampak je to res ključnih dogodkov v drugi svetovni, če ne najbolj ključen. No in v tem kontekstu seveda se moramo predstavljati tudi, ne, da torej množice teh vojakov na eni in drugi strani, ne, seveda so potem pač imeli različne usode. Zdaj, zanimiv detalj je to, da je 57. armadi v bitki za te stalingradskih operacijah, ne, poveljeval takrat še general, kasnejši maršal Tulbuhin, ki bo potem tak ali tak poveljnik ene izmed skupin armad, to se v ruške logike reče fronta, ne, tretje ukrajinske fronte, in je bil potem tudi vrhovni poveljnik seveda vseh teh vojaških operacij, kar so sovjetske zveze na območju Jugoslavije. Ena izmed teh divizij se je še posebej odlikovala,
v Stalingrajski bitki, to je bila 73. gardna divizija. Zdaj spet logika je taka, da tako so imeli pač jugoslovanski pa slovenski partizani, da so recimo res elitne formacije ali proletarske udarne, ne, to je bilo recimo ustrezno, ne, je bilo pri Rdeči armadi, torej gardna, ne. In potem tista številka, recimo, če je bilo prvotno, ne vem, 133, ne, zdaj postane pač poštetje po gardi. No, ta 73. gardna divizija je potem dobila še posebej časni jezik Stalingrajska. To nekaj pomeni, ne, torej v bistvu nekaj, kar pač je nepozabno, ne. In čeprav je ta divizija potem od leta 43 še veliko bitk imela, ne, je definitivno, ne, seveda tisto, kar je pač z njeni zgodovini najbolj pomembno bilo torej to. Ta Korecki je bil član te divizije, zdaj po dokumentih nisem mogel slediti dlje kot od začetka leta 1944, ali je bil pri Stalingradu ali ne, ne morem trditi, ni pa nemogoče, kar pomeni, da je on to pravzaprav zagotovo bil, seveda tudi zaradi starosti in tudi čina, ne, bil je gardni major, nekaj, kar je pač bilo dokaj visoko, ne, naprej. Zdaj, prvič izrecno lahko rečem, da je Korecki v neki operaciji sodeloval je v jeseni 1944, ko je sodeloval, namreč dobil sem spisek njegovih odlikovanj pa pohval in je potem izrecno omenjen, torej v vojaških operacijah, torej 57. armade, natančneje 64. korpusa. No, tu vidimo, zdaj to napisano 73. divizije, ne. No, in torej del tega je bil ta Korecki. In pa ta ravno 73. divizija je bila danes že omenjena, naslednji slajd, ker je sodeloval ne samo pri prosilcih Beograda, kar je tako spet bila nacionalno prestižnih vojaških operacij, ne, ampak tudi potem pri danes tudi že omenjeni bitki pri Batini. Naslednji slajd. In izrecno, ne, je v dokumentih navedeno torej sodelovanje tega gardnega majora Koreckega v teh bitkah. Zdaj sama Batina izgleda takole, ne, prej sem samo opisal, ne. To je torej srpska stran, to je Vojvodina, Bačka, to je pa Baranja, Hrvaška, Donava je seveda tu že kar konkretna reka, ne, to je Batinski most, ki seveda med vojno ni bil, oziroma bil porušen, ne, in tu čez, ne, so zdaj napadali ta novo stran 51. divizija, ki je potem vse do Dravograda, potem imela vojno pot, ampak tukaj je začela, ne, kar pomeni, da je čisto iskreno povedano, najboljše boje imela na začetku, ne, nikoli več ni takih težkih bojev imela, ne, in problem je seveda v tem, da je to ravno in odprto, ne, tukaj pa sicer niso ravno neki hribi, ne, ampak je pa dovolj visoko, ne, da imate vi vse pregledne. Zanimiv detalj, jedro enot, ki so branile Batino, to je Batina na hrvaški strani, je bila 31. SS divizija, zdaj spet, če je prva SS divizija je nekaj hitro, ne, če pa 31, pa je pač ja, z oktobra 1944. Bila sestavljena iz bačkih Nemcev, torej tistih še zadnjih, ki niso bili prej mobilizirani v SS divizijo Prinz Eugen, kjer je bilo seveda večina Volksdeutschera, ne. No in detalj, ki je zanimiv, je to, da je ta enota bila potem premaknjena v začetku 1945, prestala to bitko v Batini, umaknila se je, povzročila velike izgube nasprotnikom, ne, ampak imela je štab na gradu Würberg. No in verjetno ste slišali, da je grad Würberg v zadnjih tednih vojne bil zbombardiran, zato ga danes več ni. Povod za to pa je bilo, da so partizani sporočili, da je na tem gradu štab nemške divizije in to je ta 31. SS divizija, ki je konkretno ni bila edina, ampak je bila osnova obrambe na nemški strani na Batinski bitki. Ravno zaradi tega simbolnega pomena, ne, ki ga ima to je v bistvu ena izmed ključnih sploh bitk, ne, v tej pozni fazi vojne in tu je bilo odlično in močno in tudi krvavo sodelovanje sovjetske in jugoslovanske armade, je takoj po vojni nastal monumentalni spomenik Antona Gostinovića. Anton Gostinović je bil neke vrste dvorni kipar v času Josipa Broza Tita, tudi zato, ker sta bila iz istih krajev, iz Zagorja, da pa tisti najbolj znani kip, ne, portret Tita, če ste zdaj videli, to je ta isti Avgustinović naredil, ne. Ampak tukaj to spominsko znamenje stoji in tukaj grobnica, ne. Pač verjetno večine sovjetskih vojakov padli tukaj, ampak sem prepričan, da niso čisto vsi. V Sombor, kjer je mesto, kjer je bila vojna bolnica, ne, je potem vsaj še nekaj 100 grobov sovjetskih, ne, in vsi ti so bolj ali manj padli v bitki, oziroma bili ranjeni v bitki pri Batini. No, Korecki tukaj posebej bil pohvaljen. Zdaj ne poznam dovolj teh sovjetskih vojaških odlikovanj, ne, ni dobil pač reda narodnega heroja ali pa kaj takega, ne, ampak heroja Sovjetske zveze, kar je bilo najvišje priznanje, ampak zdi se mi, da so to neka visoka odlikovanja. Torej, to je bil človek, ki je definitivno bil neki zdaj pisarniški oficir ali pa po zadini, ne, ampak očitno posodeč po dokumentih v prvih vojnih črtah. Naprej. Drugačna zgodba je torej Gillenberga. On je bil torej v Kazahstanu, kamor se očitno z družino umaknil v prizem vojsko, verjetno, ker je bil gimnazijec ali kaj takega,
je šel v častniško šolo in aktivno začne torej sodelovati v vojni 1944, ko je bil star 20 let. Konkretno je najprej bil na delu fronte, ki v tej fazi več ni bil toliko nevaren, sicer proti Finski, Kareliji. Finska, kot veste, potem septembra 1944 menja strani, zato se je tudi potreba po sovjetskih vojakih zmanjšala in konkretno celotni korpus, kateremu je ta Gildenberg pripadal, potem februarja 1945 premestijo iz Finske na Madžarsko. Zakaj? Naslednji slajd. Ker je ravno v tej sicer pozni fazi vojaških operacij, potem sicer, ko je Budimpešta bila že osvojena, bil zadnji, sicer na koncu neuspeli poskus nemške protiofenzive na vzhodni fronti. To je tako zvana Balatonska operacija, ki je seveda tudi močno prizadela tretjo armado, ker tukaj vidimo tretjo armado Kosta Naga, tu je reka Drava. Torej, glavne operacije so ne sicer med Balatonom in Dravo, ampak del nemških enot je prečkal tudi Dravo. In tu konkretno, spet za te iste enote, ki so v Batini, konkretno 51. divizija, imajo težke boje. Teda, kot so že prej rekel, nobenih, kako rekli, v tem smislu, da so neke tretje razredne enote, da so to, ne vem, niso smeli počasi se zgledati. To so bili res težki boji, in te vojvodinske divizije, brigade, tudi so bile relativno mlade, so bile, kar se tiče bojev, so zelo prepeljene. Zdaj si upate trditi, da glede na to, kakšen bi značaj teh bojev, to so bili pač hujši boji, kot so bili Brdanski Rogovsko, na drugi strani da tudi konec nemška vojska, ki v tej pozni fazi je še bila zelo nevarna za celotnih. Ta Gildenberg je pripadal 153. sovjetskemu korpusu, ki se ga ravno zaradi te kritične situacije, morate predstavljati iz Finske, ker je ta mirna fronta, ta neč taki problem, sedi. No in ohranili so se dve pismi družini. Zdaj sem sicer si dal to prevesti iz ruščine, kar je kar malo kunštno, ker je to pisana ruščina v slovenščini, ampak nekih podatkov nisem razbral, tudi zaradi cenzure, verjetno ni mogel kaj konkretno pisati, ampak to je pravzaprav vse, kar je ostalo za njim in pa ta fotografija, ki ste jo videli. V tem primeru, za razliko od Koretskega, ker pač razen podatkov nimamo nič, imamo portret, da če da še enkrat sliko malo samo nazaj. Tako je izgledal, torej ni bil star še 21 let, prišel je torej 57. armado v Prekmurje in potem padel v bitki proti sicer frontni črti na avstrijski strani že, ker je to čisto ob meji med Slovenijo in Avstrijo pri Gerlincih. Naprej. Zdaj, sama kraje in okoliščine naprej. Smrti Koretskega mi niso znane, oziroma nisem razbral, ampak glede na to je bil gardni major, so ga pokopali najprej pred vhodom v Mursko-Soboški grad, danes sedež Pokrajinskega muzeja. Tu so seveda, kot vidite, sami pač višji čini pokopani, in te grobove so potem sicer kasneje premaknili k ostalim, je pa sigurno pač nekaj teh fotografij iz teh mesecev, ko je bila še sovjetska rdeča armada v Murski Soboti, ki se vidijo, so neke slovesnosti potekali, polaganje vence in podobno. In zato tudi te priložnosti je ta fotografija nastala. Torej, Koretski je tisti nagrobnik na sredini. Dalje. V vsakem primeru so trupla obeh potem leta 1962 prekopali in sta danes pokopana skupaj z ostalih 500 in 600 rdečearmejcev na pokopališču Murski Soboti. V tem primeru, pravim kot rečeno, tudi zaradi srečnih okoliščin, je možno o teh ljudeh, ki so izgubili življenja sicer v zelo pozni fazi vojne, ampak še vedno vojna, nekaj povedati. In iztočnica bo ista, kot je bila, če se spomnite pri prejšnjem referatu, ni Tulbuhin samo osvojil Prekmurja, ni Tito, ni Kostanač, vedno so na koncu pač navadni ljudje, no v tem primeru sicer v obeh primerih šlo za častnike, ampak recimo njihove zgodbe sestavljajo to zgodovino, in zato tudi, magari 80 let kasneje, smo vsaj v tem primeru dva konkretna primera pač ugodili, pa dali neko zasluženo priznanje. Hvala.